Lepo pozdravljeni iz studia 136. To so še ene petkove vesti na vesti. Politika iz domačih logov se je vrnila z dopusta. Opozicijski poslanci že ustanavljajo novo preiskovalko, spočiti ministri sklicujejo tiskovke, vlada pa se intenzivno ukvarja s sprejemanjem ukrepov za reševanje finančne in gospodarske krize ter z oblikovanjem potrebnih strukturnih reform za uspešen prihodnji razvoj. Prav zato premier Pahorjev Borči za zdaj ne načrtuje sprememb v ministrski ekipi, niti ni na položaju generalnega sekretarja. Tako je na vprašanje poslanca opozicijske SDS Branka Grimsa po zamenjavi Gregorja Golobiča in Milana Martina Cvikla odgovorila vlada. Ja, Branko, probat ni greha, ne? Kako pa kaj tvoj doktorat napreduje? Boš prej ti doktor ali bo prej padla vlada? No, boš povedal Denisu v prilike, ne? Ministrstvo za pravosodje je od Vrhovnega državnega tožilstva prejelo poročilo o kaznivih dejanjih z področja gospodarske kriminalitete. Iz njega je razvidno, da je stanje po posameznih tožilstvih in sodiščih različno in da se nekatera okrožja soočajo s težavami. Ministrstvo je Vrhovnemu državnemu tožilstvu in Vrhovnemu sodišču naložilo ukrepe. Pravosodni minister Aleš Zalar nam je zaupal tudi, da zaenkrat še ne vidi razlogov za zamenjavo generalne državne tožilke Barbare Brezigar. Pohvalil pa ste, Barbara Brezigar, ko ste dobili tale špeh, ne? Pohvalil sem Vrhovno državno tožilstvo v zvezi z pripravo tega poročila, predvsem zaradi tega, ker so imeli izredno malo časa, ker so delali to poročilo v izredno neugodnem času in ker so ga strukturirali tako, da nam odkrije vrsto zanimivih podatkov, ki nam zdaj omogočajo, da delamo naprej. Rekli ste o praktičnem razrešitenem razlogu iz tega naslova ni mogoče govoriti. Kakšnega drugega naslova obstaja, kakšnega razrešitenem razlogu? Zaenkrat ne. Zaporniški sistem deluje povsem normalno, je ocenil minister za pravosodje Aleš Zalar. Ob tem je dodal, da samomor obsojencev v zaporu na Dobu ter napoved tožbe skupine zapornikov zaradi slabih bivalnih razmer v istem zaporu nista napovedovalca razpada sistema. Gospod minister, ali lahko pričakujejo zaporniki in njihove družine, da bodo kakšne klime nove namontirane v zapore, da se bodo zaporniki po določenih oddelkih malce prestrukturirali, da jih bo manj po sobah, da ne bodo tako nagneteni. In na drugi strani me zanima, kdaj si boste vi šli ogledati kakšen zapor, zdaj v teh poletnih mesecih še, ko je vročina, da boste na licu mesta videli in tudi mi, mora biti novinarji, če nas boste spustili zraven, kako so dejanska stanja, ne? Če začnem s tem vašim drugim vprašanjem, jaz sem si zapore ogledoval 16 let kot predsednik sodišča, ki je moral nadzirati ravnanje s priporniki in zaporniki in zelo dobro poznam razmere v zaporih in tudi vem, kje so se razmere spremenile od takrat, kje pa so ostale nespremenjene. Kot minister sem si šel ogledati zapore v Dobu in v Ljubljani, pogovarjal sem se z obsojenci, pogovarjal sem se z zaporniškim osebjem, poznam razmere, pogovarjam se z direktorji zavodov, tako da mi en dodaten ogled ne bo nič pomagal, ker glavni izzivi, ki jih imam jaz kot minister na tem področju, so povezani z zagotavljanjem finančnih sredstev za investicije v zaporski sistem in to počnem. Kaj pa se dogaja s preiskovanjem afere Patria, gospod minister? Kaj? Kaj se dogaja? No, vem. Po mojih podatkih nič ne stoji in gre vse naprej. Tako v Sloveniji kot na Finskem in Avstriji, o podrobnostih ne smem govoriti. In tožilstvo bo, ko bo za to čas, tudi pojasnilo vse odločitve, ki jih bo v zvezi s tem sprejelo. Tako je tudi samo napovedalo. Poslanci SLS, SNS in SDS so v državnem zboru vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri projektih visokih gradenj. Pod drobnogled so naj bi vzeli predvsem pediatrično kliniko, onkološki inštitut in nakup Vegradovih stanovanj v Šiški, ki ga je konec lanskega leta opravil ljubljanski župan Zoran Janković. Denis Arkič Vest, gospod Tanko, če lahko najprej z vami začnem. Verjamete v uspeh te parlamentarne komisije, ali bo to ponovno samo raziskovanje na politični ravni in potem na koncu nič? Jaz v uspeh preiskovalne komisije verjamem, ker se bo ukvarjala z zelo konkretnimi zadevami. Tudi nekatere preiskovalne komisije v preteklosti so pripravile končno poročilo, tako da tisto, kar se govori o
tam, da preiskovalne komisije niso uspešne, da so izguba časa, ne drži. Preiskovalne komisije, nekatere poznate, imajo zaključke, tudi sproženi so določeni postopki, od tam naprej so pa preiskovalni organi tisti, ki morajo pač te postopke na tak ali drugačen način zaključiti. Ampak preiskovalne komisije so, kar nekaj jih je svoje delo tudi uspešno upravili, tudi v prejšnjem mandatu. In jaz upam, da kot tudi ta preiskovalna komisija, glede na to, da ima skoraj 3 leta časa še do priprave končnega poročila, tudi uspešno pregledala vse te investicije in projekte, ki so tu predvideni, da se jih posebej podrobno prouči. Še nekaj me zanima. Se bojite, da bo gradbeni lobby pritisnil na politiko, da malce ponagaja vaši komisiji? To boste lahko spremljali. Ljubljanski Zoki jim odgovarja zelo na kratko. Kaj ste konec leta 2008 oblikali, da za 19 milijonov evrov kupili teh 119 stanovanj in trdijo, da je bilo to tudi na vaše zadnje izjave o padcu cen stanovanj predrago, da je prišlo 2500 evrov na kvadratni meter in da ste s tem oškodovali proračun mestne občine za nekaj milijonov evrov. To so njihove trditve. Kdo je to trdil, prosim? SDS, Tanko. Tanko je, žalost to povedati, ampak tipičen dokaz, da nekaj govori, pa ne ve, kaj govori. Po mojem je to prebral v kakšni Demokraciji kot resni reviji ali kakšni podobni, ne, o teh številkah. Še nekaj kratkih novičk. Kje pa je avizo? Ni keša za avizo. Nikaj, dobro, danes bom jaz. Ting! Vladno letalo Falcon 2000 EX je ob 8:15 pristalo na letališču v Švici. Letalo bo servisiralo podjetje Jet Aviation. Na servisu bo predvidoma 1 mesec. Strokovna skupina za prevzem Falcona, ki je končala vse postopke za pregled, prevzem in prelet letala, se v naslednjih dneh vrača v domovino, kjer bo v miru izbrala novega najemnika. Z najetim letalom bi lahko nato končno leteli tudi slovenski politiki. Dan na Ljubljanski borzi je minil v znamenju prodaje za 18,7 milijona evrov delnic pivovarne Laško. Najverjetneje je šlo, tako kot v preteklih dneh, za prodajo zaplenjenih delnic Boška Šrota, ki jih je kot upnica Infond Holdinga zaplenila Hypo Bank. Sedaj pa še ena vesela novička. Komisija za ocenjevanje projektov na kulturnem ministrstvu prispelih za razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2009 je za sofinanciranje predlagala 50 projektov, med drugim tudi projekt Vesti na vesti, kateremu komisija predlaga dodelitev 24.816 evra sredstev. Za primerjavo, Prava smer d.o.o. je za projekt objavljanje intervjujev v reviji Reporter pokasirala kar 76.513 evrov sredstev. Šment bi jaz rekla, tale produkcija tiskanih intervjujev je pa drag špas, a ne? Kaj ti prav špelem? A je naš Denis Pokora tudi kaj dobu za tiste svoje intervjuje? Čakaj, pogledam. Ne, 0, nič ni dobu. Zmanjkal mu je 11 pik za sofinanciranje videoprodukcije. Pizda, to je ziher zato, ker ima tako slabe goste, bi jaz rekla. Za pluralnost moraš imeti skozi ene take, ki pizdijo čez druge, tako kot v Reporterju. Pa bolj desen moraš biti, no. Ja, desen. Oziroma desen. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Od ponedeljka v Ljubljani poteka že 8. festival ustvarjalnosti in domišljije sanje. Včeraj je v Miklošičevem parku nastopil ženski pevski zbor Kvali, ki prepeva pesmi iz različnih gruzijskih pokrajin. Se začenja festival Mladi levi, ki letos prinaša različne novosti. Poleg delavnice je zanimivost projekt Moja ulica, način nemonetarne menjave znanja, izkušenj, dobrin itd. Na kaj so pa še posebej ponosni? Seveda moram pa reči, da smo najbolj ponosni na naš letošnji umetniški program. Mislim, da smo si tak festival že dolga leta želeli imeti. Uspeli smo povabiti med drugim velike zvezde evropskega gledališkega neba. Pustili smo pa tudi okno nekako za mlade še neuveljavljene umetnike. O prepevanju hita Đuli Danijela Popoviča na Tromostovju
so tudi morske terase vse bližje. Ti ljubčka, je priden si, na čigumi, jaz sem mu dala čigumi. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene fantastične petkove vesti na vesti. Z mano, Katjo Buda. Lepo se imejte čez vikend. Adijo.